bolezen COVID-19 je nova bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-2. Bolezen so prvič zaznali decembra 2019 na Kitajskem, od koder se je bliskovito razširila po vsem svetu. Prvega bolnika v Sloveniji smo dokazali 4. marca 2020. Šlo je za moškega, ki se je prek Italije vračal iz Maroka. Že 12. marca 2020 smo v Sloveniji razglasili stanje epidemije. Bolezen se je razširila po svetu, tako je danes v svetu za boleznijo zbolelo že približno 110 milijonov ljudi, 62 milijonov je že ozdravelo, pri 2,5 milijona bolnikih se je nažalost bolezen končala smrtjo. V Sloveniji smo do sedaj dokazali približno 180 tisoč primerov bolezni, 163 tisoč bolnikov je ozdravelo in nažalost 3728 jih je umrlo. V Splošni bolnišnici Murska Sobota od 1. oktobra 2020 prav tako zdravimo bolnike s COVID-19 boleznijo. Do sedaj smo zdravili 1024 bolnikov in od tega jih je 285 nažalost umrlo. V teh primerih je večinoma šlo za starejše bolnike s številnimi pridruženimi boleznimi. Koronavirusi so velika družina virusov, med katerimi nekateri področja bolezni pri ljudeh, drugi virusi pa pri živalih. Redko se živalski koronavirusi tako spremenijo, da lahko okužijo in se širijo človeka na človeka. Tak primer je bil leta 2002 SARS in leta 2012 MERS. Novi koronavirus se med ljudmi prenaša predvsem s kužnimi kapljicami, ki nastanejo pri kašljanju, kihanju, govorjenju, petju. Vedno več je podatkov, da se virus lahko prenaša tudi preko drobnih kapljic, ki lebdijo v zraku. Drugi način prenosa je posredno preko okuženih površin, katerih se dotaknemo z rokami in nato zanesemo v oči, nos oziroma usta. Na različnih površinah se ti virusi nahajajo različno dolgo oziroma preživijo. Pomembno je vedeti, da so osebe kužne že 2 dni, preden zbolijo, in nato še 10 dni od pojava prvih bolezenskih znakov. Bolniki, ki so huje bolni, so lahko kužni tudi dlje, 14 do 20 dni. Pomembno je poudariti, da osebe, ki nimajo simptomov, lahko prav tako prenašajo okužbo na druge ljudi. Tak način prenosa je lahko vzrok tudi 50% prenosov. Nato en okuženi bolnik SARS-CoV-2 lahko dodatno okuži še 3 oziroma 4 ljudi. Pri teh novih sevih koronavirusa je možnost prenosa še večja, tako da lahko celo 6 dodatnih ljudi zboli. Za primerjavo, z virusom gripe lahko en bolnik prenese običajno na 1,3 bolnika, tako da je ta kužnost bistveno manjša. Inkubacijska doba, se pravi čas od okužbe do pojava prvih bolezenskih znakov, traja nekje od 2 do 14 dni, v povprečju 5 do 6 dni. Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so v tesnem stiku, manj kot 2 metra, ki so v zaprtih prostorih, slabo prezračenih, kjer je veliko ljudi in so več časa v istem prostoru. Za potrditev oziroma izključitev okužbe so potrebne mikrobiološke preiskave, ki jih običajno pravimo z brisom nosno-željnega prostora. Bolezen lahko poteka na zelo različne načine. V 80% poteka brez simptomov oziroma blago. Najpogostejši bolezenski znaki so vročina, kašelj, glavobol, bolečine v očeh, mišicah in sklepih. Zelo značilna sta izguba vonja in okusa, nekateri imajo tudi prebavne težave. Težave običajno izvenijo v nekaj dneh, lahko trajajo tudi dlje. Pri 20% bolnikov bolezen poteka
v težji obliki in potrebuje bolnišnično zdravljenje. Okoli 5% bolnikov pa nažalost potrebuje tudi intenzivno zdravljenje. Virus predvsem okvarja pljuča, niso pa redke tudi okvare drugih organskih sistemov, kot so srce, osrednje živčevje, ledvice, jedra. Do slabšanja bolezni lahko pride hitro, običajno v začetku drugega tedna bolezni, ko se lahko po prehodnem izboljšanju nenadno stanje poslabša, ponovno se pojavi povišana telesna temperatura, slabo počutje, pojavi se težko dihanje in v tem trenutku je potrebno biti zelo pozoren in pravočasno obiskati zdravnika. Nekaj tednov po preboleli okužbi lahko pride tudi do dodatnih zapletov, kot so po eni strani bakterijske okužbe, lahko se pojavijo pljučnice, sepse, okužbe sečil, lahko pa se pojavijo tudi trombotični zapleti, ki se kažejo z možgansko kapjo, lahko pride do globokih venskih tromboz, pljučne embolije. Po preboleli okužbi običajno zaščita pred ponovno okužbo traja 3 do 6 mesecev. Dokazali smo že posamezne primere ponovnih okužb, ki so pa običajno redke in bolj izjema kot pravilo. Okrevanje po preboleli okužbi lahko traja nekaj tednov, nekaj mesecev. V tretjini primerov bolnikov in neodvisno od tega, ali so bolezen preboleli v blagi obliki ali v težji obliki, lahko težave ali trajajo, kot so splošna utrujenost, bolečina v mišicah, kašelj, bolečina v sklepih, izguba vonja in okusa, lahko imajo težave s koncentracijo, s spominom. Pri nekaterih se pa pojavijo čisto nove težave, ki jih na začetku v teku bolezni niso ugotovili. Bolezen zdravimo simptomatsko, se pravi, da blažimo prisotne simptome in znake bolezni. Pomembno je natančno spremljanje bolezenskih znakov in kot smo povedali, da običajno zapleti in poslabšanja prihajajo v drugem tednu bolezni. Tako da, kljub temu, da smo nekaj dni bolni, je treba biti pozoren vsaj še najmanj 14 dni. Vkolikor se klinično stanje slabša, je potrebna bolniška oskrba, kjer ti bolniki največkrat potrebujejo nadomestno zdravljenje s kisikom. Vkolikor pride do tako imenovane imunske faze bolezni, so pač na voljo tudi zdravila, s katerimi skušamo zdraviti bolnike. V primerjavi s prvo fazo bolezni moramo povedati, da je zdravljenje bistveno bolj uspešno in so izidi zdravljenja prav tako mnogo bolj uspešni. Z novim koronavirusom se lahko okužijo tako starejše kot tudi mlajše osebe. Izkušnje kažejo, da bolezen traja dlje in je nevarnost težjega poteka bolezni in zapletov večja pri bolnikih, pri starejših osebah in tudi pri osebah s kroničnimi boleznimi, kot so kronične bolezni dihal, pljuč, srčno-žilne bolezni, rak, imunsko oslabeli. Pri otrocih, kot vemo, bolezen običajno poteka v blažji obliki. Prav tako COVID-19 lahko privede do poslabšanja osnovnih kroničnih bolezni. Dodatne zapleti lahko nastanejo tudi zaradi samega zdravljenja, na primer pri zdravljenju s kortikosteroidi lahko pride do poslabšanja sladkorne bolezni. Zato je zelo pomembno, in je naš osnovni cilj, da do okužbe oziroma bolezni sploh ne pride, tako da so zelo pomembni osnovni higienski ukrepi in skrb za zelo učinkovit imunski sistem. Na kratko, izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi iz zaprtih prostorov,
upoštevajmo varnostno razdaljo, dosledno in pravilno nosimo maske, skrbimo za higieno rok. Pomembno je tudi vedeti, da vkolikor zbolimo, ostanemo doma in pokličemo izbranega zdravnika, ki bo na to ocenil, ali je potrebno napotitev v bolnišnico. Gripe v Sloveniji v letošnji sezoni zaenkrat še nismo dokazali, podobno je stanje tudi v svetu, kjer je v primerjavi z prejšnjimi leti obolevnost mnogo manjša. Pomemben dejavnik za preprečevanje gripe so ukrepi, ki smo jih uvedli za preprečevanje COVID-19, tako da z enimi ukrepi lahko učinkovito preprečujemo tudi drugo bolezen. Istočasno se je ustavil promet po svetu, tako da prehodi oziroma potovanja bolnikov, oseb, ki so kužni, so prekinjena, tako da je ta možnost tudi bistveno manjša. Istočasno pa tudi opažamo, da vkolikor pride do velikega širjenja določenega virusa v populaciji, drugi virusi izgubijo moč, lahko tudi na račun aktivacije naše naravne odpornosti. Seveda, vkolikor pa bi prišlo do zmanjšanja pojavnosti COVID-19 in bi bili pogoji primerni, bi lahko se virus gripe razplamtel, kar bi lahko dodatno obremenil in bolnike in tudi naš zdravstveni sistem. Tako da istočasno priporočamo tudi zaščito pred gripo, kljub temu, da je trenutno še ni oziroma je v pogoji.